Lep dober večer. Prav lepo pozdravljeni. Me veseli, da smo se ponovno srečali v ta torek. Da ne pozabimo omeniti, naslednji torek smo 31. In takrat nimamo predavanja, potem pa 7. nadaljujemo s predavanji. Smo približno na sredini. Tudi Tudorji so na sredini s svojim kraljevanjem. Ne? In en kratek odlomek, ne, ki je Henrik VIII. Dobil hčerko, ne, je beneški veleposlanik Sebastian Giustiniani čestital kralju Henriku VIII. In prav ob rojstvu njegove hčerke in blaginji njene vesele matere kraljice, tudi če bi bilo bolj razveseljivo, če bi dobil sina. Vendar Henriku ni odvzel poguma. Mi, da so še tako mlada. Tokrat je bila hči, nato pa z božjo milostjo sledijo sinovi. Kralj ni skrival ljubezni do svoje hčerke in Giustinianiju ponosno povedal: z Bogom ta otrok nikoli ne joka. In kakšna je bila usoda te hčerke? O tem pa naš predavatelj Miloš Keber-Vahorčič. Izvoli. Hvala lepa. Tako je, danes smo, kar se tiče naših predavanj, prišli na drugo polovico. 3 predavanja smo že imeli, danes je 4. in čez 14 dni potem 5. in potem še 6. Poglejte, mi smo 2 predavanji pravzaprav namenili Henriku VIII. Danes bomo eno predavanje namenili njegovima 2 potomcema oziroma potomcu in potomki, kralju in kraljici, ki sta skupaj vladala dobrih 10 let. Torej manj kot je vladal Henrik VII, manj kot je vladal Henrik VIII in mnogo manj kot je potem vladala kraljica Elizabeta I. Torej, marsikje ta čas preko ne preskočijo. Rečejo, to je eno tako obdobje med 2 velikima vladavinama, ena taka pauza, ampak jaz mislim, da bomo danes skupaj ugotovili, pauza je ponavadi zato, da se ljudje opomorejo, da se ljudje malo spočijejo. Ne Edvard VI, ne Marija I ljudem nista dala, da so počivali. Čeprav sta bila brat in sestra oziroma pol brat in pol sestra, sta si bila tako zelo različna, kot sta si le mogla biti. Na eni strani se bomo srečali z vladavino prvega protestantskega kralja na angleškem prestolu, kar je samo po sebi pomembna ločnica. Še bolj pomemben je pa seveda podatek, da se bomo srečali z vladavino prve kronane kraljice v zgodovini Anglije. Torej, vsak posebej sta res nekaj zelo, zelo pomembnega. Kljub temu, da vladata vsak po približno 5 let. Ampak gre seveda za zelo pomembno stvar. Torej stvar, ki je seveda daleč presegla ne samo njun čas, torej sredino 16. stoletja, daleč presegla okvir britanskega otočja in lahko rečemo na določen način odzvanja vse skupaj še danes. In čeprav, ko naštevamo, ko govorimo o vladarjih dinastije Tudor, prideta Edvard in pa Marija na konec, boste videli, da seveda ne zato, ker ne bi bila pomembna, pač pa, ker je seveda njun oče in pa njuna polsestra sta vladala toliko dlje in sta bila še toliko bolj pomembna, da sta vrgla senco na vse ostale Tudorje. In to desetletje je desetletje velikih sprememb. Lahko bi rekli, če tako govorimo o smereh, najprej se vse skupaj v eno smer, do ene skrajnosti seveda nagne, potem pa 180 stopinj v
drugo skrajnost. Torej, danes bomo o Edvardu VI. In pa kraljici Mariji I. govorili. Večkrat slišite tudi izraz Marija Tudor in pa seveda tudi izraz krvava Marija, Bloody Mary. Torej, neravno laskavi nazivi, neupravičeni, kot boste videli. Tukaj imamo portret kralja Edvarda VI. Vidite, da mu ni bilo namenjeno dolgo življenje. Star je bil 10 let in je potem vladal 6 let po letnicah, dejansko pa 5 let in nekaj mesecev. Tukaj seveda imamo zdaj zelo, zelo zanimivo zgodbo. Ko je fant zavladal, je seveda s tem na nek način izpolnil sanje, želje svojega očeta. Morda se spomnite, zadnjič smo predavanje o Henriku VIII. Zaključili z sliko, ki je prikazovala, kako Henrik leži na svoji mrtvaški postelji in seveda kaže na Edvarda kot tistega, ki bo nadaljeval protestantizem v državi in seveda kako Edvard ne poskrbi za pregon vsega, kar je bilo katoliško. Zdaj, ta slika je seveda nastala po Henrikovi smrti, torej ne bomo rekli, da je neka preroška, pač pa je dejansko odražala stanje. Namreč tista prva pomembna točka je, da je mladi Edvard postal prvi protestantski kralj v Angliji. Zdaj, kako to? Mi vemo pravzaprav reformacijo, tako imenovano kraljevo reformacijo, uvede Henrik VIII. Ampak Henrik seveda je postal kralj kot katoličan. To vemo in je bil 20 let zvest sin katoliške cerkve. Pri Edvardu pa je bilo drugače. Edvard se je rodil, ko je že seveda bila v Angliji uveljavljena anglikanska cerkev. V njej se je rodil, če smem tako reči, v njej je bil krščen, v njej je odrastel in v njej je seveda živel do konca svojega sicer kratkega življenja. V 16. letu starosti je umrl. Torej je dejansko prvi protestantski kralj. Torej, kdo je bil fant, ki je po smrti velikega Henrika, lahko rečemo velikega, v marsikakem pogledu, tudi po obsegu telesa, zasedel prestol. Slika, ki jo tukaj vidite, je nastala nekje na sredini njegove vlade. Torej moramo reči, da je Edvard tule star nekje 13 let. Vidimo mladega fanta, značilno rdeče lase, njegov oče jih je imel, tudi njegova polsestra Elizabeta jih je imela, za razliko od druge polsestre Marije, ki je bila temnolasa po mamini strani. Vidimo ga elegantno oblečenega mladega plemiča z bodalom, torej fant, ki želi delovati starejše, kot je bil. To ni nič nenavadnega. Konec koncev, mnogi vladarji v teh letih, ko so pač silom prilike že sedeli na prestolu, so skušali delovati veliko bolj odraslo. Za razliko od številnih drugih je Edvard pri 10, ko je postal kralj, dejansko bil bolj izobražen kot pa večina odraslih ljudi. Lahko rečemo, da je bil zelo, zelo dovzeten za izobraževanje. Vemo, da je pri 10 že govoril več jezikov, bil je zelo velik ljubitelj zgodovine, filozofije, književnosti in predvsem teologije, torej protestantske, pa rečemo anglikanske teologije in pravzaprav njegova vlada v celoti mine pod, bomo rekli,
vplivom, pod vtisom seveda nekih reform v cerkvi. To je zelo pomembno, pravzaprav je to rdeča nit njegove vlade. Poglejte, Edvard je prišel na prestol po smrti očeta. Spomnimo se, Henrik VIII je šele tretjič v zakonskem življenju imel to srečo, da mu je tretja žena, Jane Seymour, rodila sina. Zdaj, tukaj bi seveda moral nekaj povedati. Torej, gledajte, Jane Seymour je bila iz zelo pomembne družine. To je bila družina vojvod Somerset. Zakaj to poudarjam? Zaradi tega, ker je bila seveda s tem tudi na nek način zakoličena, če hočete, usoda Anglije pod mladim Edvardom VI. Glejte, v tistem času je pač bilo seveda tako, da so fantje, tudi monarhi, kar je Edvard bil, dosegli svojo polnoletnost pri 16 letih. Edvard nikoli ni dočakal 16. rojstnega dne. Kar je pomenilo, da bo seveda ob njem ves čas nek regentski svet ali pa samo eden od regentov. Tu je zgodba seveda zelo pomembna, namreč v skladu z tradicijo, ki je bila seveda praktično po vseh evropskih državah prisotna, je regentstvo upravljal pravzaprav najbližji sorodnik mladega, nepolnoletnega vladarja oziroma vladarice. In seveda, Edvardova mama je bila pokojna, mrtva. V tem smislu bi zdaj prišle na vrsto obe ali pa vsaj ena od sestra, torej princesa Marija. Kar pa seveda nihče ni hotel videti. Torej Marija je bila seveda hči španske, Katarine Aragonske, bila je katoliška in čeprav je bila polsestra, so seveda predvsem sorodniki kralja Edvarda po mamini strani, torej družina Seymour, sklepali, da bo seveda skušala vplivati na princa ali ga, oziroma kralja, ali pa ga skušala celo spraviti na oni svet. In seveda v tem pogledu bi vse skupaj bilo za njih izgubljeno. Seymourji so bili tako, kot pa seveda večina drugih plemiških družin v Angliji zelo, zelo častihlepni in zdaj so dobili priložnost. Rekli so, ok, fant je star 10 let, vsaj naslednjih 6 let bomo mi vladali v njegovem imenu. Zdaj, čisto tako ni bilo. Kot sem rekel, Edvard je bil zelo zgodaj razvit otrok. Tukaj imate njegov res otroški portret, naslikal ga je slavni Holbein in vidimo princa na eni strani seveda nek otroški obrazek, na drugi strani pa seveda obleko, ki je vredna princa oziroma bodočega kralja. Torej, Edvard je bil tako mentalno kot seveda tudi fizično zelo razvit za svoja leta. Vemo, da se je zelo, zelo veliko ukvarjal z športom, lov, tak značilen aristokratski šport in pa tenis, ki je bil takrat že seveda razvit in tudi zelo popularen. Recimo Henrik VIII je v Hampton Courtu dal tenis igrišče narediti, še danes stoji pokrito tenis igrišče, da smo si na jasnem. Torej, Edvard je bil seveda zelo zrel za svoje leta in tega so se zavedali tudi njegovi sorodniki po mamini strani. In tako je seveda hitro pravzaprav prišlo do, če hočete, neke delitve oblasti. Torej, kralju so namenili vprašanja, ki so mu bila blizu, bom rekel, njegovega srca, blizu njegove vesti, to so bila verska vprašanja.
Po drugi strani je politična zgodba bila seveda v rokah družine Seymour. Zdaj, kar se tiče samega Edvarda, vemo, to smo že zadnjič omenili, da so ga skušali poročiti z Marijo Stuart. Torej, najprej prestolonaslednico in potem tudi škotsko kraljico. Ta zgodba je seveda izredno zanimiva, namreč mi jo bomo spremljali skozi eno daljše obdobje. Pravzaprav bo Marija Stuart skoraj tako pomembna kot pa Tudori v naših nadaljnih predavanjih, namreč vsaj polovico vlade potem kraljice Elizabete je ta princesa in kraljica kasneje igrala zelo pomembno vlogo. Spomnimo se, Henrik VIII je skušal Marijo dobiti za ženo svojemu sinu. Namen je bil jasen, namreč združiti Škotsko in pa Anglijo pod isto krono. Najbrž bi se Henrik seveda zgrozil, če bi vedel, da se bo to res zgodilo, ampak drugače, kot si on mislil. Namreč, ko je zadnji od Henrikovih otrok, kraljica Elizabeta, umrla, je škotski kralj Jakob VI, sin te Marije Stuart, podedoval angleški prestol. Torej, Angleži so na vsak način želeli si priključiti Škotsko, de facto se je zgodilo obratno. Škotska se je priključila Anglijo. Henrik, se pravi, bi se najbrž v grobu obračal takrat. Ampak politika, zgodovina, usoda, kakor hočete, pač hotela tako. Torej, Marija Stuart je imela precej snubcev in kot smo rekli, Angleži so bili tu zelo dosledni, želeli so si to poroko in pomembno je seveda to, da so tudi v družini Seymour nadaljevali politiko pokojnega kralja. Torej, ko je Henrik VIII umrl, teh spopadov, teh, bomo rekli, driblanja med Škoti in Angleži ni bilo konec. Torej, regenti so poslali vojsko proti Edinburghu z zelo jasnim namenom, da mlado kraljico ugrabijo in jo pripeljejo v London, kjer bi se poročila in s tem bi prišlo do unije dveh prestolov. Zdaj, Marija Stuart seveda je bila zelo zaželjena nevesta. Ne samo zato, ker je bila sicer še v plenicah pa že kraljica, torej bila je mlajša, tu bom rekel kakega mlajšega portreta, nisem našel mlajša, kot jo tule vidimo, in za njeno roko so se potegovali številni snubci. Bila je pa Marija seveda v enem pogledu precej drugačna od Edvarda. Namreč bila je katoličanka. Marijina mama je bila Francozinja, Marija Giška, iz slavne družine Gis oziroma Lorenskih vojvod, in ta gospa seveda je bila kot vsa njena družina dovolj katoliška, da ni niti pomisliti hotela, da bi se njena hči poročila s kakim protestantom, če tudi je bil kralj Anglije. In ko so imeli Škoti nekako dovolj teh angleških vmešavanj, so mlado punco naložili na ladjo in jo poslali v Francijo. In tam je potem Marija odrasla in se poročila z najprej prestolonaslednikom, potem pa kraljem Francem II. Torej, toliko o njej danes, več seveda sledi potem v naslednjem predavanju, ko bo postala seveda že kot odrasla ženska, velika nasprotnica kraljice Elizabete, in njun spor bo zaznamoval prvo polovico Elizabetine vlade. Poglejte, kot sem rekel, Edvard je bil mlad. Henrik se je zavedal, da bo umrl prej, preden da bo njegov sin dopolnil polnoletno dobo, in je seveda v oporoki jasno določil, kdo mora seveda v imenu kralja voditi državo.
Sestavljen je bil namestniški svet, regentski svet iz 30 ljudi, iz 30 mož, najpomembnejši možje angleške države, plemiči, duhovniki so bili v tem regentskem svetu, ampak to je bilo samo na papirju. Namreč zelo hitro, bomo tako rekli, malo v šali, pa malo zares, Henrik se še ni dobro ohladil v svojem grobu, ko je ta regentski svet že razpadel. Ne sicer formalno, ampak velika večina regentov se je zavedala, da nima kaj iskati, pri koritu po domače povedano, pač pa so seveda tam pustili najpomembnejšega izmed teh regentov, to je bil vojvoda Somerset, Edward Seymour. Edward, ki je bil seveda brat, bom rekel, kraljeve matere, torej stric kralja Edwarda VI. Glejte, Seymour je bil seveda izrazito častihlepen. Zelo, zelo častihlepen in v tem pogledu seveda se ni ustavil pred ničemer in pred nikomur. Dovolj dobro se je zavedal, da mora paziti na svoj odnos s kraljem, ker kot sem rekel, mladi kralj ni bil neumen. Po drugi strani je pa seveda bil kar pijan malo od svoje moči. Namreč tukaj se moramo ničesa zavedati. Družina Seymour je bila, danes je ni več, je izumrla, po rangu druga, takoj vojvodska družina, takoj za družino Howardov oziroma norfolškimi vojvodami. In vedno je prihajalo do nekih sporov, vedno so hoteli Seymouri biti boljši od Howardov. In problem je seveda bil zdaj v tem času ta, da so bili Howardi seveda v sorodstvu z Anne Boleyn, pa seveda Katarino Howard, obe dve ženi kralja Henrika, ampak na koncu so bili Seymouri zmagovalci, ker je njihova Jane dala kralju Henriku sina. In zdaj so bili pri koritu in so porinili, kolikor se je dalo proč Howarde, ki so sicer bili po rangu višji, so pa morali v tem času biti kar tako, bomo rekli, malo v ilegali. Namreč Howardi so ostali in so še danes katoličani, kar ni bilo ravno najbolj pametno v času te vlade. Treba je povedati, da Seymour nikakor ni bil nek verski gorečnež, nek fanatik, tudi pokojna Jane ni bila, kot tudi ni bil verski fanatik Henrik VIII. Mi vemo, da je v svojem zasebnem življenju pravzaprav ostal na nek način katoličan. Marsikaj iz njegovega zasebnega življenja govori na to, da je sedaj javno nastopil proti papežu, ustanovil angleško cerkev, ampak seveda zasebno je postal zvest katoliški cerkvi. In veliko teh tendenc katoliških je kazala tudi princesa Elizabeta, ki je bila sicer tudi anglikanka. In to je seveda bilo nekaj, kar je zanimivo. Namreč zakaj? Edward po drugi strani, torej kralj Edward, pa je bil pravcati fanatik. Bil je zelo podkovan v teologiji in v tem smislu seveda je vedel, kaj dela. Zdaj, Seymour je seveda tukaj zelo pametno razmišljal. Rekel je, pa naj se kralj igra z vero, naj seveda sprejema take in drugačne zakone, dokler bo meni pustil, da vladam, torej obvladujem notranjo, zunanjo politiko, finance in tako naprej. In dejansko je tako bilo. Torej ta verska vprašanja so bila neke vrste igrača, s katero so otroka
Edvarda VI, zamotili in Edvard je seveda z, bom rekel, veliko vnemo se lotil raznih dogodkov, ki jih bomo še opisali, predvsem seveda reform na področju cerkve. Zdaj, vojvoda Sejmur je imel precej nasprotnikov. Pri tem pa je treba povedati, da med temi nasprotniki prav posebno mesto zavzema njegov lasten brat, torej admiral Tomaž Sejmur. Glejte, ta je bil malo mlajši od vojvode, pa še veliko bolj oblastiželjen kot pa seveda njegov starejši brat. To, kar je storil Tomaž, je seveda bilo na nek način prav neverjetno. Zbližal se je z vdovo Henrika VIII. Katarino Parr, torej njegovo zadnjo ženo. Rekli smo, Katarina je bila že prej poročena in je bila zdaj pač kraljica vdova, njen ugled je bil visok, apanaža ravno tako, in seveda ni bila še tako stara, da ne bi seveda bila primerna za tega zelo ambicioznega moškega. No, stara, on jih je imel takrat nekaj čez 20, ona pa mislim, da 36. Za tiste čase seveda bom rekel, so vendarle ljudje malo po strani gledali, ampak so rekli, ok, seveda, on je oblastiželjen, ima velike načrte, rabi denar. Bogata vdova je tu krasna partija za njega, in še bivša kraljica po vrhu vsega. Treba je povedati, da se je Katarina Parr zaljubila v tega admirala Sejmurja, on tudi na videz. Namreč Tomaž Sejmur je seveda meril veliko bolj visoko, kot pa seveda je bilo, če smem reči, naročje kraljice vdove. Namreč Sejmur se ni oziral za preteklostjo, njega je zanimala prihodnost. Namreč v tem času je Katarina Parr prevzela skrb nad Henrikovima hčerama. Torej, princesa Marija in princesa Elizabeta sta bili pod njenim skrbstvom. Namreč, mi moramo vedeti, da tisti trenutek, ko je Henrik VIII umrl, je bilo vprašanje, kaj s tema dvema princesama storiti, zelo vprašljivo. Veliko je bilo o tem debat. Ni bilo malo takih, ki bi najrajše videli, da bi obe dve princesi šli, se lepo reče, rakom žvižgati po tej ali oni poti. Precej je bilo takih, ki bi najraje videli, da se poročita nekam v tujino in da je mir vse skupaj. Seveda pri tem so bili Sejmurji zelo aktivni, predvsem seveda vojvoda, torej Edvard Sejmur. Pri tem moramo seveda povedati, da mladi kralj sovraži svoji dve polsestri. Ni jih maral in je vse življenje, kolikor ga je pač imel, delal proti njima, ampak v končni fazi mu ni uspelo, obe dve sta sedeli na prestolu. No, vrnimo se k Tomažu. Tomaž, ki je zdaj hodil na dvor kraljice vdove, ni hodil tja zato, kot so si mislili, da je gospej dvoru, čeprav je, pač pa je seveda vrgel oči na eno in drugo princeso. In pri tem seveda zelo kalkuliral, katera bi bila ta prava za njega. Glejte, to je bilo seveda precej, bom rekel, pomembno vprašanje. Namreč Tomaž Sejmur je jasno pač razmišljal, katera od njiju ima več možnosti, da postane kraljica. Zdaj, da ne bi vse skupaj postalo sumljivo,
je Sejmur javno oznanil, da se bo poročil s Katarino Parr. Katarina je bila navdušena, mlad, postaven, Sejmur je bil všeč večini žensk tistega časa in tukaj, ko rečem večini, seveda v to skupino sodita tudi dve mladi princesi. In mi vemo, da je seveda Thomas Seymour svojo, bom rekel, mrežo najprej vrgel po princesi Mariji. Ona je bila starejša in seveda v tem smislu bližje prestolu. Ampak Marija tu seveda ni hotela sodelovati. Verjetno je bil admiral všeč, ampak Marija je bila seveda v prvi vrsti hči svoje matere, bomo videli kasneje tudi zelo hči svojega očeta, in med njo in pa Tomažem Seymurom je bil nepremostljiv prepad, ki se mu je reklo vera. Marija je bila katoličanka, to ni bila nobena skrivnost, in seveda Seymour je bil protestant. Torej, iz tega ni bilo nič. Zato se je Seymour kmalu obrnil k mlajši princesi, k Elizabeti. In Elizabeta, ki je bila, bomo rekli, precej bolj tako živahna, kot pa njena starejša polsestra, pravzaprav ni dosti pomišljala in se je zapletla v te mreže. In vse skupaj se je v bistvu končalo potem zelo tragično. Namreč en dan je Katarina Parr odkrila Seymourja in pa Elizabeto skupaj v postelji. Katarina Parr je bila tedaj že noseča s Thomasom Seymourjem, je od žalosti doživela živčen zlom, splavila in umrla. Zdaj seveda prišla vsa afera na dan. Treba je povedati, da so seveda Elizabeto poslali nekam na deželo, tudi Marijo, čeprav ni bila nič kriva pri vsem skupaj. No, Thomasa Seymourja pa so postavili pred sodišče in ga potem leta 1949 v času tretjega leta vlade Edvarda VI. Obglavili. Namreč obtožili so ga veleizdaje, kar je recimo v tem smislu bilo čisto prav. Torej, Thomas si je želel priti na oblast, tako da bi se poročil z eno od princes. To je seveda bilo nekaj, kar na nek način noben drug ni pomislil. Je pa seveda jasno, da je Thomas s tem šel veliko predaleč, predvsem pa seveda, da je šel čez načrte njegovega starejšega brata, regenta. Torej, zdaj lahko vidimo, kakšna je bila družina Seymoura. Znotraj so se pravzaprav med seboj ne samo prepirali, pač pa dejansko borili za to, kdo bo bližje prestolu. Torej, v tej bitki seveda zmaga Edward Seymour, vojvoda somersetski. Dejstvo pa je seveda, da je bilo zdaj treba nekaj storiti. Tako vojvoda Somerset kot kralj Edward sta bila zelo, zelo pretresena ob vseh teh dogodkih in sta sklenila, da je treba se na nek način odkrižati obeh princes. Zdaj, Elizabeta je bila seveda še vedno precej varna, bila je v bistvu premlada še, da bi se poročila, čeprav takrat, če pomislimo recimo na Edwarda in pa na to zgodbo za Marijo Stuart, bomo rekli nič kaj, ni bila premlada. Dejstvo je pa seveda to, da je Edward zdaj želel poročiti svojo polsestro Marijo. In v ta namen je zbral tega gospoda, torej pfalškega grofa Filipa. Na prvi pogled seveda ideja sploh ni bila slaba.
Falški grof Filip je bil volilni knez svetega rimskega cesarstva, torej je bil izredno visok. Njegova družina je bila super stara, super pomembna, torej nikakor ne bi šlo za neko poroko po rangu navzdol, pač pa seveda bi tukaj bili benefiti, predvsem za Edvarda, ker bi svojo sestro poslal v Nemčijo. Problem je bil seveda tam, kjer se je končala tudi zgodba med Tomasom Seymourjem in princeso Marijo, namreč Filip Falški je bil eden voditeljev protestantizma v Nemčiji in Marija seveda rekla, da niti podrazno se ne poroči z njim. Čeprav je bil Filip čist prijazen, lepa pisma je pisal, mu je bilo seveda veliko do tega, da se poroči z Marijo, celo obljubil je, da bo lahko ostala katoličanka, konec koncev, Marija je bila le v bližnjem sorodstvu z cesarjem, torej z Karlom V. in falški grof je to zelo dobro vedel. Torej, Marijo bi verjetno čakalo zelo lepo življenje v Nemčiji, ampak bila je, bom rekel, ravno tako nepopustljiva glede vere kot njen polbrat, seveda v njenem pogledu katoliške vere, in je rekla ne, s protestantom se ne poročim. Marijo so zdaj tako rekoč zaprli, osamli, v smislu, če bi bili samostani, še bi seveda Marijo najbrž dali v kak samostan, da se malo spametuje, ampak se ni. Marija je ostala, kar se tiče tega, trda in neizprosna katoličanka in je to ostala do svoje smrti. Torej, poroka v Nemčijo je šla mimo, tako kot kasneje, bomo videli, ko so skušali poročiti Elizabeto pa z savojskim vojvodom. Pa je bil spet problem, Savojc je bil katoličan, ona je bila pa protestantka in ni hotela seveda postati katoličanka. Torej, vidimo, vera tu igra velik problem in ga je igrala. Namreč vse tja pravzaprav do 18. 19. stoletja se britanski princi, princese skoraj ne poročajo na kontinent, zaradi tega, ker je tu problem vere. Ali so bili eni protestanti, pa drugi katoličani ali pa obratno. Poglejte, v tem kontekstu se moramo zdaj dotakniti verskega vprašanja. Edvard je imel v tem pogledu svetovalca, Johna Dudleya, ki je Edvardu svetoval, da zaostri cerkveno politiko. Če na hitro se spomnimo, kaj je seveda reformacija v Angliji prinesla, v prvi vrsti seveda govorimo o tem, da je kralj Henrik zasegel premoženje samostanov, odpovedali so pokorščino Rimu in še marsikaj drugega. Ampak cerkev z svojimi škofijami, župnijami je pa v bistvu ostala katoliška. Še vedno se je v glavnem uporabljala latinščina in cerkev je bila bajno bogata. Dudley, ki je kasneje postal vojvoda northumberlandski, je seveda Edvarda skušal navdušiti za neko bolj ostro reformacijo in Edvard je tu seveda bil za to. In tako se seveda zdaj država spravi na premoženje škofij, župni in seveda krona se mastno pri tem okoristi. V bistvu največ izgubili so navadni ljudje, ker pač župnije so zdaj svojo karitativno vlogo morale pozabiti, ker pač ni bilo več denarja. Vpliv Dudleya na kralja je bil velik in tega se je zdaj zbal seveda Seymour, ki je naredil seveda eno veliko napako, namreč, ker se je bal, da bi kdo kralja odvzel od njega, se je bal, da bi kdo preveč vplival na kralja, se je s kraljem zaprl v londonski Tower. To je pa šlo seveda Edvardu zelo na živce, ta omejitev svobode, in je skušal prepričati Seymourja, da naj bo malo bolj
bomo rekli, razumski, ampak ni šlo. In ko je bilo kralju dovolj, je seveda se pomenil z nasprotniki svojega strica, dovolil, da so ga aretirali, postavili pred sodišče in usmrtili. Torej, regent Sejmur je končal pod sekiro. To je bilo seveda zelo, zelo pomembno. Namreč, zakaj? Vsi so zdaj videli, da Edvard, ki je recimo bil zdaj tam 12-13 let star, ni več otrok. Da je njegova volja vedno bolj trdna in da seveda počasi spominja na svojega pokojnega očeta, na Henrika VIII, za katerega so še vsi vedeli, da ni bilo ravno lepo češne zobati z njim. In v tem pogledu je Edvard seveda bil vsekakor sin svojega očeta. Poglejte, Edvard je zdaj seveda nastopal že tako rekoč kot samostojen vladar, pri tem mu je vojvoda northumberlandski pravzaprav stal ob strani. Vojvoda je bil zelo previden. Nikoli ni sam o čem odločal, pač pa je predloge o zakonih, preden da so jih dali kralju v podpis, poleg parlamenta, seveda pregledal še regentski svet v celoti, ki se zdaj začel sestajati, torej tistih 30 članov, ki sem jih prej omenil, in seveda s tem se je Northumberland malo zavaroval. Po drugi strani pa je Edvard seveda se zdaj vedno bolj ukvarjal z cerkvenimi stvarmi, drugo ga pravzaprav ni zanimalo. In njegova, pa rečemo, protikatoliška vnema je bila zelo, zelo huda. Torej, preganjanje katoličanov je bilo na dnevnem redu, pri tem pa je seveda Edvard predvsem in vedno bolj mislil na svojo polsestro, na princeso Marijo, ki je bila seveda še vedno druga v vrsti za prestolom. Znači, moramo vedeti, če tudi Edvarda tule vidimo starosti 14 let, vladar še vedno ni bil poročen, kaj šele, da bi imel otroke, in tisto, kar je bilo seveda bolj strah vzbujajoče, vedno bolj so se kazale razne bolezni, bolezni telesne, ne mentalne, ne psihične, in kazalo je, da Edvard ne bo dolgo vladal. In v tem pogledu seveda se Edvard zelo bal, kaj bo po njegovi smrti. Poglejte, Edvard, ko pravzaprav zboli, ima pred seboj en sam cilj. Preprečiti svojima sestrama, da bi kadarkoli zavladali. To je bil njegov cilj, zelo jasen, in v tem smislu mu je pomagal tudi vojvoda northumberlandski. Kaj je Edvard naredil? Edvard je sestavil oporoko, v kateri je prepovedal, da bi njegovi polsestri kadarkoli vladali. To je bila prva. Potem je pa začel seveda urejati nasledstvo. Pri tem je seveda naletel na zelo, zelo velike, bomo rekli, nasprotnike. Na eni strani imamo škofa Gardinerja, ki je bil goreč katoličan in podpornik princese Marije. Na drugi strani imamo škofa Cranmerja, spomnimo se ga, ki je bil goreč seveda zagovornik kot protestant princese Elizabete. Čeprav je bil protestant, ga kralj ni prav nič maral, ker je seveda vedel, da je neke vrste, če hočete, odvetnik Elizabete. Torej, vse skupaj je bilo zelo, zelo problematično, predvsem zaradi tega, ker je kralj Edvard vidno hiral, vidno je z njegovim zdravjem šlo navzdol in vsem je bilo jasno, da se čas izteka temu kralju. In ljudje so bili nemirni, kako ne? Malo več kot 5 let je v Angliji vladal en tak precej strog protestantizem,
In vedno bolj seveda se je kazala vizija nove vlade, torej vlade kraljice Marije, ki pa bo, o tem ni bilo nobenega dvoma, ravno obratna, torej katoliška. In že dejstvo, da je Gardiner si upal javno dvigniti glas v bran katoliške princese, kazalo, da so katoličani že tako rekoč v nizkem štartu, da zasedejo oblast. In to se je potem tudi seveda zgodilo. Poglejte, da bi seveda katoliško stran na nek način obglavil, pa ne dobesedno, je Edvard potegnil potezo, ki je seveda kazala, da seveda je še zelo živ, po drugi strani pa seveda kaže, da je bil hkrati tudi zelo negotov. Namreč Gardinerja in pa Thomasa Howarda, vojvodo norfolškega, smo rekli najbolj katoliškega vojvodo v Britaniji še danes, je zaprl v Tower. Obtožena sta bila seveda veleizdaja, kar je pomenilo, da bo glava šla preč, ampak do tega ni prišlo. Torej, kralj se je bal podpisati tisti dokončen dekret, ki bi seveda oba dva poslal na morišče. In tako sta škof in pa vojvoda delila tako rekoč sosednji celici v trdnjavi in čakala, kaj z njima bo. Kot bomo videli, sta oba dva preživela. Pač Edvard umre prej, preden da se je toliko opogumil, da bi Iva dal usmrtiti. Poglejte, na koncu se zgodba seveda zaključi, bomo rekli, zelo, zelo nenavadno, pravzaprav zelo tragično. Nekaj dni pred svojo smrtjo je Edvard potegnil seveda potezo, ki je pravzaprav ni nihče pričakoval. V oporoko je zapisal, da po njegovi smrti prestol zasede tale dama, Lady Jane Grey. Kdo je bila Jane Grey? Jane Grey je bila pranečakinja Henrika VII. Torej je imela 2 do 3 kapljice tjudorske krvi, in seveda to je bilo pa to. Punca je bila mlada, tule sicer slika jo kaže precej starejšo, mislim, da je bila stara 17 let ali nekaj takega. V vsakem primeru je to padlo na njo tako, da sama ni vedela odkot. Bila je ne ravno brihtna, ko je se zavedala, da je bodoča kraljica, je seveda ji to zelo godlo. Je pa seveda vsa zgodba imela zelo zanimivo politično poanto. Namreč tisti trenutek, ko je Jane Grey postala prestolonaslednica, se je tudi poročila, in to z sinom vojvode Northumberlandskega. Torej, bomo rekli, glavni regent je hitro seveda se odločil, da bo poročil svojega sina z bodočo kraljico in s tem si seveda zagotovil, bomo rekli, vladanje še naprej. Stvar se je zgodila, torej Jane Grey in pa sin vojvode Northumberlandskega se poročita in zdaj vsi čakajo. Samo na eno stvar, da seveda Edvard VI premine. In kot smo rekli, se to zgodi v 16. letu svojega življenja, 6. letu svoje vlade, je Edvard VI umrl. Zdaj pa seveda se stvari odvijajo z bliskovito naglico. V Londonu se sestane regentski svet, ki je uradno razglasil kraljevo oporoko in Jane Grey razglasil za kraljico. Ko je novica o smrti Edvarda VI. Prišla na podeželje, natančneje v grofijo Norfolk, kjer je živela princesa Marija, si ta ni pomišljala. Niti si ni angleško ljudstvo pomišljalo. Angleži so si bili popolnoma na jasnem. Edina kraljica, edina, ki ima pravico do prestola, je seveda Marija.
Marija je bila hči njihovega velikega Henrika VIII. In to je to. Kdo je bila Jane Grey? 3 kaplje Tudorske krvi tam daleč nazaj nekje. Nihče. Tukaj imamo pa Marijo, ki je bila seveda hči velikega kralja in ravno tako velike kraljice, potomke, smo rekli, španskih monarhov. In ni bilo nobenega dvoma. Ljudstvo je Marijo takoj priznalo za kraljico. In zdaj imamo tule, seveda, na prvi pogled zelo, zelo neenako zgodbo. Na eni strani imamo Jane Grey, ki je uradno razglašena za kraljico strani regentskega sveta, ki ima seveda ob sebi tudi uradno državno vojsko in še seveda podporo najpomembnejših plemičev v deželi, predvsem protestantskih. Namreč Jane Grey je seveda obljubljala, da se bo protestantizem ohranil. Na drugi strani imamo pa seveda Marijo, ki ima podporo ljudstva, ki seveda lahko pokaže na svoj rodovnik, brez najmanjše težave. In seveda zdaj je vprašanje, katera od teh dveh žensk bo zmagala. Na videz, če gledamo tako karte v tej igri, je bila Jane v prednosti, ampak samo na videz. Glejte, Jane je bila ena revca. Pojma ni pravzaprav imela, da je postala figura v eni šahovski igri, v katero nikoli ne bi smela pristati. Bila je zaljubljena v tega svojega novopečenega moža in seveda zelo vesela, da bo kraljica. Videla je lepe obleke, videla je dragulje in tako naprej. Ni pa seveda videla Marije. Marija pa, bom ponovil, je bila hči svojega očeta in kot se je izkazalo tudi hči svoje matere in vnukinja svoje babice Izabele Katoliške. Marija ni razmišljala. Usedla se je na konja, zbrala vojsko in udarila na London. Severno od Londona sta se obe vojski srečali, do bitke sploh ni prišlo. Marija je neustrašno seveda odjezla med obe vojski, snela pokrivalo, rekla, jaz sem hči vašega kralja Henrika, in vojaki z nasprotne strani niso prišli na njeno stran. Torej, tu sploh ni bilo bitke. Vojvoda Northumberlandski je zbežal v London in potem seveda se v solzen predal Mariji z nekim medlim opravičilom, češ da se je grozno zmotil in tako naprej. Marija ga je poslala v Tower, kjer je po nekaj mesecih bil deležen sojenja in potem so ga usmrtili. Tudi Jane Grey in njen mož sta šla v Tower. Marija je pokazala veliko razumevanje za to svojo tekmico. Njen prvotni načrt je bil ta, da seveda Jane ostane v Towerju nekaj časa, da se stvari uredijo, potem je pa imela namen spustiti, poslati nekam na deželo, kjer bi lahko mirno živela. Ampak Jane je bila neumna. Neumna je bila prvič, ker je sploh pristala v tej igri in drugič seveda, ko so ji začeli prišepetovati nekateri obiskovalci, da bojo organizirali upor proti Mariji, takrat pa je seveda ona pokimala. In ko je Marija za to zvedla, se je najbrž mislila svoje in Jane skupaj z svojim soprogom se potem hitro sprehodi do morišča, kjer ji odsekajo glavo. In s tem je seveda Marija bila dokončno, brez težav na prestolu. Poglejte, kraljica Marija I., Marija Tudor, krvava Marija, je zagotovo izjemna osebnost. Kot sem rekel, prva prava kraljica v zgodovini Anglije. Glejte, daleč nazaj, v obdobju Normanov imamo kraljico Matildo. Ta
je sicer bila razglašena za kraljico, pa ni bila nikoli okronana. In v tem smislu seveda je težko jo kot tako upoštevati. Eni zgodovinarji jo upoštevajo kot kraljico, drugi ne. Z Jane Grey vemo, kako je bilo. Torej, bila je razglašena, 9 dni je formalno bila na prestolu, potem je bilo pa vse zgodbe konec. Marija pa je seveda bila hči kralja in kraljice, bila je po vseh linijah, še posebej po mamini strani, izjemno plemenite krvi. Zdaj se je usedla na prestol in je bila tudi okronana za kraljico Anglije. In lahko rečemo, da seveda se je s tem začela neka nova doba. Glejte, do takrat, do sredine 16. stoletja v Angliji ni bilo kraljic. Od takrat naprej pa jih imamo pravzaprav, če lahko tako rečem, skoraj v vsakem stoletju vsaj eno. In kot verjetno veste, do Elizabete bomo še prišli, ta prve, so bile te kraljice izrazito pomembne figure. Začenši z Marijo, potem Elizabeto, potem imamo Marijo II, pa Ano I, pa Viktorijo, pa potem seveda Elizabeto II. Torej v vsakem stoletju je bila ena kraljica in nobena od njih ni bila nepomembna. To je seveda zelo, zelo zanimiva zgodba. Poglejte, zgodovinopisje je bilo zelo kruto do Marije. Ta njena usoda je seveda bila na nek način zapečatena z dejstvom, da je bila Marija katoličanka. In je seveda kot taka tudi ravnala. Na začetku njene vlade je katoliška cerkev sicer dobila mnoge privilegije nazaj, protestanti so morali malo skloniti glave, ampak o kakem preganjanju ni bilo duha ne sluha. Šele kasneje, v zadnjih 2 letih vlade, je Marija postala, bomo rekli, zelo, zelo stroga, zelo pobožna in takrat je bilo usmrčenih 230 protestantov. Zato si je pridobila naziv Krvava Marija. Zdaj, če gledamo, seveda, kaj so počeli njen brat, njen oče, njen ded in kasneje njena polsestra, so vsi po vrsti mnogo bolj krvavi kot pa ona. Torej, če pogledamo, koliko ljudi je bilo preganjanih in usmrčenih pod posamezno vlado, bomo videli, da je bila Marija najmanj krvava od vseh. Boste rekli, zakaj pa potem ta zlovešča vzdevek? Zelo preprosto. Zato, ker je bila Marija zadnja katoličanka na prestolu. In kasnejši monarhi, protestantski monarhi, so se zelo trudili, da bi jo prikazali kot hudiča v človeški podobi. In to je tisto, kar seveda današnja sodobna zgodovina pravzaprav skuša z nje sprati. Bomo rekli, stoletja so na podobo te ženske vrgla ogromno blata, lahko rečemo malo bolj grdo, dreka, in še danes ni čisto uspelo zloščiti te podobe. Marija je bila v svojem bistvu dobra, zelo, zelo izobražena ženska, z zelo dobrimi nameni. Če gledamo zakone, ki jih je spravila, bomo rekli, skozi parlament, so bili nekateri naravnost, bomo rekli, preroški. Kasneje je skoraj vse te zakone njena sestra posvojila, nadaljevala v tem smislu in seveda lahko mirno rečemo, da glavna zasluga kraljice Marije pa predvsem v tem, da je pokazala vsemu svetu, predvsem pa seveda Angliji kot taki, da je ženska pač enako sposobna vladati kot pa moški.
V dobrem in slabem je bila seveda Marija kraljica, ne bomo rekli velika kraljica, ampak ne čisto povprečna vladarica, ne? In čisto vsak je pravzaprav lahko videl, a je vladar v hlačah ali v krilu, sploh ni pomembno. Ne? In to je seveda, mirno lahko rečemo, njena največja zasluga. In bi si seveda upal trditi, da brez Marije bi verjetno tudi ne bilo Elizabete, pa potem Viktorije, pa še koga drugega. Torej, za vlado žensk v Angliji, Britaniji, je seveda njena vlada ključnega pomena. Torej, Marija po prevzemu oblasti hitro začne uvajati spremembe. Torej, klan Seymourjev, kolikor ga je še bilo, je bil porinjen na stran in seveda katoliški viri, zvesto plemstvo je bilo seveda tisto, ki je prihajalo zdaj na oblast. Kot sem rekel, Marija je že s tem, kako je zasedla prestol, pokazala odločnost očeta in pa tudi matere. Spomnite se, kako je Katarina Aragonska napadla oziroma branila pred Škoti Anglijo in potem glavo škotskega kralja poslala svojemu možu. Marija, ko je bilo treba, je tudi sedla na konja in se seveda na čelo vojske podala proti nasprotniku. Kasneje Elizabeta tudi. Torej, govorimo o zelo močnih ženskah, ki so se seveda zavedale, da morajo biti take, ker če ne, seveda bojo vsi rekli, vse smo vedeli, ženska ne more biti drugače. Morda tole ena prav neverjetna anekdota oziroma šala, ne morem drugače reči, ali pa neumnost. Kasneje, ko je vladala Elizabeta, in vemo, Elizabeta vlada dolgo in zelo dobro, so nekateri trdili, da Elizabeta enostavno je preoblečen moški. Torej, ženska ni zmožna tako dobro vladati in seveda Elizabeta je mogla biti moški. Nič drugega kot moški, ki se oblačil v ženska oblačila. Neumnost seveda, ampak tudi do takih ugotovitev je seveda javnost prišla. Kakorkoli, princesa Marija je bila tudi kot kraljica verjetno ena najbolj izobraženih žensk svojega časa. Tukaj bi na eno stvar opozoril. Vsi trije otroci Henrika VIII, torej Edvard, Marija in Elizabeta, so bili nadpovprečno izobraženi. V tem smislu lahko seveda povemo, da je princesa Marija poleg angleščine in španščine še italijansko, latinsko, starogrško in pa francosko govorila ter pisala, obvladala je najrazličnejše umetnosti in je bila vešča pisanja literature, torej proznih tekstov, liričnih tekstov, drama in v tem pogledu prekašala pravzaprav svojega očeta. No, še veliko več je potem pokazala Elizabeta, ki je bila pa prav poliglot, bomo o tem seveda še govorili, in v tem času, v dobi renesanse, mi smo vendarle v času renesanse, ne moremo trditi, da je izobražen vladar neka posebnost. Ampak glede na to, seveda, da renesansa vendarle ima svoja žarišča daleč proti od Anglije, da v renesansi je vendarle ta moški element tisti, ki prevladuje, je seveda to, da imamo tukaj zdaj eno serijo, pravzaprav vsaj kot kraljici dve, zelo izobraženi ženski, torej izobraženi po moških merilih, če se smem tako izraziti, je vsekakor zelo, zelo pomembno. In Marija seveda je tu prekašala večino vladaric svoje dobe in vladarjev ravno tako. Poglejte, seveda Marija je imela na začetku težave z svojimi protestantskimi nasprotniki. Richard Cox je bil eden tistih, ki so najbolj seveda se lotili nove kraljice. Pri tem je treba povedati, da je bila Marija na začetku popustljiva,
oziroma, če smem reči, ni želela, ne, da bi izpadla kot neka preveč goreča katoličanka, in je Coxa ne samo pregnala, kolikor vem, v Nemčijo. A ne. Torej, ta njena, bomo rekli, preračunljivost, tudi po svoje popustljivost, je seveda kasneje splahnela. Ampak na začetku res ne moramo govoriti o neki hudo katoliški politiki. Poglejte, Marija je okrog sebe zbrala nek dvor, ki je bil sestavljen iz sposobnih ljudi, višje plemstvo, nižje plemstvo, med slednje sodi baron Paget, ki je bil neke vrste zunanji minister in seveda je želel zdaj pravzaprav vzpostaviti dobre odnose z številnimi državami. Torej, ena tistih stvari, ki se jih je Marija najprej lotila, je bilo konec vojne z Škoti. Vemo, zakaj se je ta vojna začela in zdaj seveda Marija ni imela nobenega interesa, da bi to vojno nadaljevala. Zakaj bi jo? Z svojo soimenjakinjo, škotsko Marijo se seveda ni mogla poročiti. Po drugi strani je bila Marija Stuart že v Franciji poročena, obe dve sta bili katoličanki in v tem smislu seveda se ta zgodba zaključi. Ravno tako je Marija navezala zelo tesne stike z Francijo in pa seveda predvsem z Španijo. Konec koncev Španija je bila domovina njene mame in tedanji španski kralj in pa seveda svetorimski cesar Karl je bil njen bližnji sorodnik. Torej, diplomacija je dobro delovala in Anglija je seveda postopoma se vračala na evropski politični oder. Paget je bil tudi zelo zaslužen za nove odnose z Rimom. Torej, tisti, ki so pričakovali, da bo Marija zdaj z vsemi štirimi planila v objem katoliške cerkve, so bili presenečeni. Marija je seveda bila katoličanka, ampak bila je pa tudi kraljica. In ko je seveda se začela pogovarjati z papežem o rekatolizaciji otoka, je dala zelo jasno vedeti nekaj. Dobrodošli nazaj, ampak ne si misli, da te doble premoženje vrnjeno. Torej, vse, kar sta cerkvi pobrala Henrik VIII in Edvard VI, je ostalo kroni. Torej, Marija je bila pobožna, ne pa neumna. In seveda s tem je precej zagrenila veselje katoliške hierarhije, zdaj, ko se je seveda, bom rekel, plošča obrnila, torej položaje so že dobili, ampak kaj ti pomaga biti škof, pa celo nadškof, če pa nimaš premoženja, si poznate verjetno tisti slavni nemški izraz titel ohne Mittel. Tako je zdaj bilo in Marija nikoli ni se izkazala kot neka zelo darežljiva kraljica na račun katoliške cerkve. In to je priznavajo tudi njeni največji nasprotniki. V tem smislu je bila, bom rekel, zelo pametna. Sploh je bila zelo skromna ženska, bolj nagnjena k varčevanju kot pa razsipanju, kar je pa spet nerazumljivo. Marija vse življenje pravzaprav v nekih zelo varčnih razmerah mogla živeti in tu zdaj kot kraljica ni ravno razsipavala denara, vse povsod. Torej, jasno, med pomembnimi notranje političnimi dogodki je izpustitev škofa Gardinerja iz zapora, tudi vojvoda Norfolški je prišel iz zapora in ta dva gospoda, Gardiner in pa Norfolk, sta dobila zdaj prav posebno čast, ona dva sta priredila kronanje. Namreč zakaj? Gardiner kot katoliški škof je seveda kronal Marijo, medtem ko je vojvoda Norfolški po tradiciji, torej vsakokratni vojvoda, tisti, ki organizira kronanje. Tudi to zadnje kronanje, ki je bilo letos maja, je formalno organiziral vojvoda
norfolški, taka je tradicija. In bom rekel, brez tega pravzaprav bi Marija niti ne mogla biti okronana. Poglejte, treba je povedati, da so ljudje Marijo prejeli na nek način, kljub temu pa je treba reči, da seveda nekega hudega navala priljubljenosti nikoli ni doživela. Dejstvo je bilo seveda, da so bili tako precej rezervirani ravno zaradi tega, ker je bila ženska, po drugi strani pa seveda bila je katoličanka in kar je bilo še bolj pomembno, Marija v tem času ni bila neporočena, niti ni imela otrok, stara je bila pa čez 30 let oziroma že bliže 40. In glede na povprečno življenjsko dobo tistega časa je bila že davno preko tistih let, ko se je pričakovalo, da bo ženska dobila otroke. Kakorkoli, Marija je bila zdaj okronana, te krone ji ni hotel, ni mogel noben vzeti, čeprav ne bomo rekli, da se to ni poskusilo. Kmalu so protestanti organizirali upor, ki ga je vodil tale gospod Thomas Waite, pesnik sicer. Marija je brez težav pač bila na čelu svoje vojske, ponovno je vodila vojsko, premagala te upornike, Whitea so obesili nekje v Londonu na drevo, ostale pa po rangu tako ali drugače kaznovali. Torej, Marija je pokazala, da ima oblast trdno v rokah in da seveda ne bo se čisto nič ustrašila prelivanja krvi, če bo treba to oblast zadržati. Poglejte, prva velika žrtev Marijinega poskusa ponovne katolizacije otoka je bil nadškof Cranmer. Marija seveda ni bila prav nič prijazna s tem človekom. Konec koncev je bil Cranmer eden tistih, ki so najbolj pripomogli k padcu njene matere. In čeprav pozno se je Marija zdaj maščevala. Cranmerju so vzeli naziv canterburyskega nadškofa, ga obsodili na smrt in ga kot krivovirca zažgali na grmadi. Torej, to je ena prvih žrtev Marijine vlade. Kot sem rekel, vsega skupaj je bilo 230. Zdaj se pa seveda pojavi vprašanje, s kom se bo Marija poročila. Princ je moral biti katoličan, kar ni bilo tako težko, in seveda moral biti primeren za kraljico. In po posredovanju seveda cesarja, Karla V. Karl V. je pisal Marije v tem smislu, za moža ti ponujam svojega sina Filipa. Filip je bil takrat star nekaj čez 20 let, cca je bil 15 let mlajši od bodoče žene. Cesar je pisal svojega sina Filipa v smislu, ki je v redu fant, saj bi se jaz sama poročil s tabo, torej cesar, ampak joj me, se že upotekam proti grobu, kar je bilo približno res, čeprav je cesar preživel Marijo, umrl kasneje kot ona. Kakorkoli že, Marija je seveda bila prepričana, da je Filip pravi zanjo. Bil je mlad, bil je iz odlične družine, daleč nazaj sta bila celo v sorodu. Torej, sorodstvo je bilo tako, da bi seveda tudi danes taka poroka šla skozi toliko oddaljeno. Predvsem si je pa Marija seveda obetala podporo katoliške Španije. Angleži so bili zelo, zelo proti tej poroki. Namreč, mi moramo tu zdaj nekaj razumeti. V skladu z tedanjimi pravili in pravili, ki so še zelo, zelo dolgo kasneje veljala, je seveda žena ob poroki postala moževa last. Tudi če je šlo za kraljico. In Angleži so rekli, če se zdaj naša kraljica poroči z Špancem, pomeni, da bo seveda on postal naš kralj. Pravno gledano je bilo tako. Marija
je seveda to spoznala in je rekla, ups, to pa ne bo v redu. Ne zaradi javnega mnenja, ki je pa, ampak ona je bila kraljica Anglije in ona je želela vladati in tako je Marija seveda nekako se priklonila javnemu mnenju in seveda sprejela zakon, torej, ki ga je parlament z veseljem potrdil. Namreč ta zakon je rekel tako, po poroki dobi Filip naziv kralja, ampak nič več. Torej, nima nobene pravice kakršnekoli politike se iti, samo seveda soprog svoje žene je. Kasneje v britanski zgodovini so vse tuje soproge kraljic pustili na nivoju princev, da bi pokazali, da so nižji od svojih žena. Zdaj, Filip, roko na srce, ni bil najbolj navdušen nad tem, da se bo poročil s toliko starejšo žensko, ki niti ni veljala za posebej lepo. Obstaja celo odlomek iz pisma. Cesar Karl piše svojemu sinu, sin moj, določil sem ti, da se boš poročil z Marijo Angleško. Filip odpiše, oče, poslušen sin sem, pika. Filip odpotuje v Anglijo, besede angleško ni znal, in zato se zakonca potem pogovarjata v eni mešanici latinščine, francoščine in pa španščine. In ko pride gor, seveda pride do poroke in Filip ugotovi seveda ne samo, da ni dobil ravno najlepše ženske na svetu, pač pa da je tam brez neke prave vloge. Zakon, ki ga je parlament sprejel, mu je pravzaprav odrezal vsako možnost vplivanja na politiko. In potem je Filip menda, to je taka lepa anekdota, tako se javno vprašal, ja kaj pa sploh lahko, zakaj me pa potrebujete? In takrat naj bi mu nek dvorjan malo bolj, rekli, pesniško navdahnjen, menda rekel, potrebujemo španskega žrebca za našo angleško kobilo. Torej, pika. Filip je prišel zato, da bo seveda Marija zanosla in rodila seveda katoliškega naslednika ali naslednico. To zdaj ni bilo več tako pomembno. Dejstvo je bilo, da nekaj tednov po poroki se Marija začne počutiti malo drugače in seveda, to je bilo jeseni, nastopijo znaki, ki so se jih razlagali kot nosečnost. Njene prsi so postale večje, trebuh je nabreknil in tako naprej. In seveda vsi so se veselili, katoličani še posebej, ker so rekli, no zdaj bo pa seveda vendarle naša katoliška kraljica imela otroka. Tisti, edini, ki je bil malo skeptičen, je bil sam Filip, ki je pisal svojemu bratrancu, tedaj našemu cesarju, oziroma še ne cesarju, Maksimiljanu, v smislu, češ, ne vem, če sem jaz oče. Vedel je, kolikrat je bil pri ženi, pa kaj sta počela takrat, ko je tam bil, in če je on izrazil neko skepso, potem bi tu seveda človek nekako moral prisluhniti. Kakorkoli že, Britanci so se veselili, dlje časa, pa seveda na koncu se ta nosečnost zavlekla in zavlekla. Izkazalo je seveda, da ni nosečnost, da je bolezen, nevarna bolezen, ki se je takrat potem pritajila, potem pa še enkrat seveda samo mnogo bolj hudo izbruhnila. Filipu je bilo zdaj dovolj, odšel je domov, v Španijo. Njegov oče, cesar, se je odpovedal prestolu in Filip je postal kralj Španije, Neaplja, Jeruzalema, ne naštevam naprej. In Filip je zdaj seveda svojo ženo povabil, naj se seveda njim udeleži vojne proti Franciji. Marija je rekla ja. Angleške in španske čete so skupaj premagale Francoze v sloviti bitki pri San Quentinu. To je bilo seveda nekaj, kar je zelo pomembno, torej gre za en velik poraz Francije, ki pa so ga Francozi omilili s tem, da so takoj zatem zasedli mesto Calais. Glejte,
to je bil boleč udarec, zelo, zelo hudo je prizadelo tako Marijo kot seveda Angleže. Namreč Calais je bila zadnja postojanka, ki so jo Angleži imeli na kontinentu. Torej, zadnja točka, zadnje ozemlje, ki so ga imeli, od nekdaj velikega imperija, ki so ga obvladovali takrat v času recimo Richarda Levja Srčnega. In to je bilo seveda z vidika prestiža zelo, zelo grozno. In minilo je približno dobrih 150 let, dokler niso Britanci zasedli potem Gibraltar, in seveda še danes ga imajo in še danes je to njihova posest na evropskem kopnem. Torej, poroka za Marijo nikakor ni prinesla kaj dobrega. Filip se je potem po 2-letni odsotnosti vrnil k ženi, Marija spet razglasila, da je noseča. Zanimivo je, da je Filip v tem času zelo razmišljal, kako bo naprej. Parlament je nekako sprejel razmišljanje tega sicer tujega človeka, tujega kralja. Namreč Filip pa so določili za regentstvo, če bi Marija rodila in bi pri porodu umrla, spomnimo se, Jane Seymour je umrla, ko je rodila kasnejšega Edvarda VI. Po drugi strani pa je Filip, ki je zelo dobro vedel, da njegova Marija ni noseča, sklenil neko predvsem bolj uprejemljivo stvar. Namreč, da se bo poročil z Elizabeto, ki je bila, dokler seveda Marija ni imela potomcev, prestolonaslednica. Tukaj je treba povedati, da sta si bili sestri mnogo bolj blizu, kot bi človek si predstavljal. Mnogi zgodovinarji, še posebej protestantski, so skušali Marijo pokazati kot neko žensko, ki je ves čas hlepela po tem, da po Elizabetini smrti, ampak ni bilo res. Sestri sta se imeli v bistvu zelo radi, glede na to, kako sta odrasli, da sta bili polsestri, da sta njuni materi bili veliki nasprotnice, sta si bili presenetljivo blizu. In konec koncev, če smem reči, je seveda Elizabeta potem, ko je zasedla prestol, se sestri oddolžila tako, da je priredila veličasten in predvsem katoliški pogreb, čeprav sama ni bila katoličanka. In to je, bom rekel, lep dokaz, da sta se sestri zelo spoštovali. To, da bi se Filip poročil potem z Elizabeto, pa sploh ni bilo nekaj nenavadnega. Elizabeta je bila pripravljena na nekaj takega sprejeta, samo da bi seveda jo Španci bom rekel, seveda kako drugače skušali omrežiti. Je pa seveda zdaj prišlo do postopnega ugašanja kraljice Marije. Marija je vedno bolj bolehala, izkazalo danes vemo, da je imela eno obliko raka in njeno stanje fizično pa tudi mentalno se je slabšalo in Marija je zdaj seveda skušala z neko pretirano pobožnostjo seveda si rešiti življenje, rešiti otroka, ki ga seveda sploh ni bilo, in v to obdobje sodi največje preganjanje protestantov. Zanimivo, Filip, ki je bil doma goreč podpornik španske inkvizicije, je ženi svetoval, naj bo previdna. Bil je veliko modrejši od Marije, čeprav smo rekli, da Marija sodi med zelo, zelo pametne in izobražene ženske, ampak Filip je rekel, Angleži tega ne marajo. Pri nas je biti katoličan nekaj čisto drugega kot v Angliji in če boš skušala na silo, boš deležna ravno obratnega rezultata in to se je konec koncev tudi zgodilo. Torej, Marija je imela še eno nesrečo. Namreč vrsto naravnih katastrof, ki so takrat prizadele Anglijo in to je seveda vodilo v neko, če smem reči, slabo gospodarsko stanje, ki pa ga je Marija skušala seveda z zelo pametno zakonodajo na finančnem področju in še kakem pač to stanje spremeniti. Med drugim se je odločila za drastično varčevanje na dvoru. Nekaj, kar seveda britanski dvor oziroma angleški dvor takrat še ni nikoli doživel. Torej, zmanjšanje porabe,
je ena tistih stvari, ki bi jih še danes kak ekonomist svetoval, kako pač seveda prihraniti pri denarju. Tukaj vidite zlato medaljo z Marijino podobo. Torej, ob Mariji, sem že večkrat rekel, imamo ves čas zelo pametne politike. Tukaj vidimo lorda Audleya. Slednji je bil eden tistih, ki so ves čas Mariji pač svetovali, naj bo v čim boljših odnosih z svojo sestro. In Elizabeta ga je potem zelo nagradila. Poglejte, po 5 letih vlade je Marija umrla zaradi raka, potomcev ni imela in v skladu z seveda dednim pravom je zdaj na prestol sedla še zadnja potomka kralja Henrika VIII, princesa Marija, odslej kraljica, princesa Elizabeta, kraljica Elizabeta I, ki je vladala Angliji 45 let. Ne bom rekel polovico vsega Tudorskega obdobja, ampak eno zelo dobro tretjino pa čisto zares. In še danes to dobo imenujejo zlata doba. O njej pa potem naslednji mesec. Hvala lepa.